Veliko ljudi si želi boljšega življenja, zato se nekateri poskušajo preseliti v varnejše in bogatejše države. A ker tega ne morejo vsi storiti zakonito, poiščejo druge poti, ki pa so praviloma nevarne. Več kot 100 prebivalcev otoka Haiti se je tako odpravilo na dolgo plovbo proti Združenim državam Amerike. A jadrnica, ki je bila prepolna, je nasedla in se prevrnila. Več kot 30 potnikov je utonilo, druge je rešila obalna straža. Na dolgo pot od doma se je prav tako z ladjo odpravil tudi zdaj 12-letni Mohamed. Iz Afganistana se je z družino odpravil na Švedsko. Ko je voda začela vdirati v Mohamedov čoln, je bil ta k sreči že dovolj blizu obale. Jeg var mest rädd för att vi skulle sjunka. Och jag kunde inte simma. Så det skulle gå illa till. Och vi var ju 27 personer i en 7-mannabåt. Så det här är båtens underlag. Tako se Mohamed spominja svojega prihoda v Evropo. Na pot se je podal iz rodnega Afganistana, države, kjer že nekaj let divja vojna. Njegova družina je najprej prebegnila v Iran, nato v Turčijo, Grčijo in skozi evropske države do Švedske, kjer živi danes. Tam obiskuje šolo in igra v nogometnem moštvu. Nogometaš je želel postati že od nekdaj, a dokler je bil begunec, je o tem lahko le sanjal. Kadar v poročilih sliši za nesreče, kakršna se je ravnokar pripetila beguncem z Haitija, se spomni, kako tvegana je bila njegova pot. Ta se je končala srečno, a lahko bi bilo drugače. Det tänkte jag på också, att det kunde ha gått illa för oss med, så att någon hade dött eller något. Fast när jag tänker på det så tänker jag bara att vi hade tur.